naš odposlanec za poceni tok se je... Kaj se smete? Naš odposlanec za poceni tok se je ta teden mudil v Beli hiši. A lahko povem do konca, please? V ta pravi Beli hiši, ne v lokalu Bela hiša pri Žirovnici. To je lokal Bela hiša v ta pravi v Washingtonu. Welcome. Good to have you here. Glad to be here. Get moving. Thank you all. Te grem staviti, kaj gre Bidenu po glavu tle. Kdo je ta tip srod mene? Who's the guy? Who's that guy? Vse sam še lutka, se niti ne ve. A ni, no? Če mu to ni šlo po glavu Bidenu, pol res ne vem. In o čem sta govorila? Mr. President, dear Joe, just a couple of words, and that is that with a little help of true friends, nothing is impossible. And I think that's really what our joint effort with the prisoner swap demonstrated to all of the world. And let's continue to work in a true friendship and with a lot of trust. Še zmer ne vem, kdo je ta tip poleg mene. Plus ne razumem ga, veš, kar hoče. Govorila sta o pomenu zavezništva in prijateljstva. Okay? Golob je šel v Ameriko, da je govoril o pomenu zavezništva in prijateljstva. To je pomembno. A se vi kdaj doma pomenite o pomenu zavezništva in prijateljstva? Ha? Vse klinca! Dajte se usesti malo zdaj, ko bo zima, ko bo večeri dolgi, pa se malo pomenite o pomenu zavezništva in prijateljstva, ker ne more škoditi. Zdaj, če smo že v Ameriki, bližajo se ameriške predsedniške volitve, pa tega ne vemo zato, ker bi pogledali na koledar, ampak vemo zato, ker kandidati delajo vse, da bi se prikupili volilkam in volilcem. A ni čudno, ko se predsedniški kandidati in kandidatke spravijo populistične stvari delati. Tako kot je naš, se spomnite, vse je bil, ono je bil, to je bilo. Vsi si izbirajo neke poklice, ki so, ne vem, na nek način okej, v komod. Ali gre v Meka delati, ali gre frizerja, frizerski salon, ali gre za šoferja. Noben pa ne gre recimo javnih skretov pucati. A ni to čudno? To bi jaz rekel, car. Tako da ima Kamala zdaj priliko plunt v roke, pa se res prikupiti. Ne mi reči, da ne bi volili za Kamalo, če bi jo videli na kolenih čistiti školjko javnega WC-ja. Po hudem slučaju driske. To je garantiran glas. Puca za Ameriko. Zdaj pa nazaj v deželo tretjega sveta, kjer se je v nedeljo... Se še nisem nič povedal. Pojmo nazaj v deželo tretjega sveta, kjer se je v nedeljo zgodil tradicionalni ljubljanski maraton. Že ob zori so bile ljubljanske ulice polne profesionalnih tekačev in rekreativcev. Kljub jutranji megli jih je kmalu obsijalo sonce, kar jim je vlilo še dodatne energije. Zakaj jaz od teh, pa mogoče mi bo kdo zdaj zameril, če tako povedal, ampak zakaj jaz od teh ljudi dobivam tak, recimo tem, Hannibal Lecter vibes? Ne, tudi sam rad tečem, sam rad laufam, hodim, grem na pohode, hiking, ampak s tako intenziteto pa nikoli ne. Oni so pa vsi... Ljudje zelo resno jemljajo ta tek, a se vam ne zdi? Dajmo se malo sprostiti, dajmo s tako intenziteto laufati, ko bo treba bežati za life, okej? Ko bomo bežali, ker nas bojo lovili, pa mejmo to intenziteto, ker tudi to bo enkrat treba, me je žal. Zdaj pa se idemo pogledati, pred čim so bežali tokratni tekači in tekačice. Nič hudega, sluteči starši morajo med sprehodom po centru Ljubljane zadnje čase otrokom zakrivati oči. Na velikih plakatih pri gostilni Figovec, kjer mimoidočih večino dneva kar mrgoli, visijo fotografije spolovil, golih teles in celo spolnega nasilja.
Otroci cele dneve na Pornhubu, zdaj morajo pa še na sprehodih Joške gledati. Boga mularija. A jim bomo dali malo miru ali ne? Se morajo malo oči spočiti. Šlo naj bi za prizore sodobne umetnosti iz projektov platforme Via Negativa, ki jo sofinancirata tako Mestna občina Ljubljana kot Ministrstvo za kulturo. Fotografije so razburile tudi nekatere mestne svetnike. Ja, zdaj razburile mestne svetnike. Oni vejo, kaj so naročili. So na občini pričakovali, kaj bo, ko so to razstavo naročili. Ali je bil šok, ker jaz se Jankoviča ne predstavljam kot enega, ki bo nekaj naročil brez da ve točno, kaj je. Ali je bilo kaj. Da bo vedo, da razstavo naroči, da pa zagledal. Čakaj, pa to so kurce po Joške. Ne bom se spuščal v vzgojo otrok, ampak jaz osebno, ne moji sodelavci, nikoli nismo delali za nobeno stvar cenzure. Jaz mislim, da kar je hotel župan sporočiti, je bilo sicer zavito v celofan, posle jebanja nema kaj. Mislim, da je bilo to. Da je to. Hotel bolj politično korektno izpast, pa je rekel, da di so stvar cenzure. Ampak zanima nas, kakšni so. Jaz samo opravičujem, članico publike imamo, ki je prišla iz Amsterdama in je darila prinesla. Vi tega ne vidite, ampak 6 po tleh leži. Idem se vprašati, kakšni so odzivi v resnici? So ljudje navdušeni nad stopnjo umetnosti v državi? Smo ponosni na to, kar imamo, odličnih umetnikov? Zdi se nam primerno, da bi pač take slike bile v centru, direktno, pač center mesta, tukaj grejo otroci, to pa bulje. Ni to. Še tista generacija, ki bi jo to morali najmanj zmotiti, se zgraža. Super! Dva mulca. Joške! Nespodobno! Bež s temi Joški. Kaj pa pravijo ljudje iz stroke? Jaz pa mislim, da če pa kdo navdušen na to razstavo, so pa oni. To pa ne dvomim. Ker če kdo razume umetnost, je pa to ekspert, strokovnjak. To je enostavno nasneževanje, estetsko nasneževanje duha. Vendar je to nespodobnost oziroma nekaj docela neprimernega zaradi tega, ker je umetnost in tudi gledališče mora stvar duha. Tukaj poznanjajo samo telesnost, to, kar je v zraku, seks, skratka, ne vrednote, znanja za vrednote. In to je samo znamenje tega časa. Seks je v zraku, je rekel. Jaz ga ne vidim. Zmer manj ga vidim, še sem iskren. Ne vem, kje ta gospod vidi seks. Čeprav iskreno pa upam po tem, kar sem videl, da kdaj ne laufa po kanalih, tako sred noči, zajadra tam v 500-600 številke. Pa kaj ta moški dela? A jo res to ljubi? Jaz sem tudi dobil darilo z Amsterdama. Kaj je? Tudi stroka očitno ni navdušena na to imenitno razstavo sred Ljubljane. Žal, ampak okej, vsaj prepričan sem, da ni koštala veliko. A občina razstavi ni namenila le elitnega prostora. Vio Negativo tudi bogato financira. Od leta 2003 ji je namenila več kot $500 000 evrov. Še 1 milijon je prejela od Ministrstva za kulturo, 40 000 pa od Ministrstva za izobraževanje. No, sej to je še manjka, jaz razumem, čist popolnoma. 13 tavžen računalnikov čaka, tam imamo. To imamo, ruševino na Litijski imamo. Tist mal denarja, kar je še ostal, ja, smo mogli pa v to razstavo dati. Da smo popolna republika. Banana ali kaki? Kaki ali banana, kjer osadje? Banana, ne? Banana, ona gnila. Zdaj smo zreli za nagrado za najbolj gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi. Ampak pač pornografija ni bila nikoli poceni. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook. Tako da le urno.